Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Razglednice so se razvile iz dopisnic. Prva pa naj bi bila poslana leta 1840 v Angliji. Priljubljene so postale tudi pri nas, svoj vrh so dosegle v drugi polovici 20. stoletja. Bogata zbirka, ki jo hrani Gorenjski muzej, šteje preko 2500 razglednic, v Prešernovi hiši pa so razstavili 250 razglednic, poslanih iz Gorenjske po drugi svetovni vojni. Za razstavo sem odebrala razglednice gorenjskih mest ter največjih turističnih centrov, torej Bleda, Bohinja, Kranjske gore, pa seveda od Kranja, Radovljice, Jesenic, Škofje Loke in Tržiča. Pa seveda, ker imamo v zbirki tudi veliko razglednic manjših krajev, sem nekatere kraje tudi predstavila na razstavi po nekaj razglednicami. Pri razglednicah mest prva stran pogosto prikazuje panorame in poglede na mesta ter fotografije starih mestnih jeder. Novejše razglednice pa že vsebujejo sodobnejšo arhitekturo, novejše stavbe, centre. Na razglednicah turističnih krajev pa ti predvojni motivi ostajajo popolnoma enaki tudi po vojni. Narava, naravne znamenitosti, središča krajev, cvetlični motivi in etnološka dediščina. Kaj pa zadnja stran razglednic? Kolikor sem jih prebirala, se nekako večinoma ponavljajo te ustaljene fraze, prejmite lepe pozdrave, čudovite Gorenjske, predvsem gre to za razglednice, ki so jih pisali počitnikarji in tisti, ki so pač letovali na Gorenjskem po vsej Sloveniji. Nekatere razglednice so prišle tudi iz tujine, torej pomeni, da so jih pisali tujci. Predvsem tiste iz 50-ih, 60-ih let imajo pa še večkrat malo daljše zapise in na teh zapisih lahko zasledimo kakšne novice iz osebnega, družinskega življenja, kakšna sporočila. Seveda moramo ob tem upoštevati, da to je bil še čas pred telefoni in na ta način so si ljudje tudi pošiljali sporočila. Razglednice odražajo duh časa in prostora hitrih sprememb in razvoja v drugi polovici 20. stoletja. Na eni strani je to čas velikih urbanističnih sprememb mesta in tudi vasi so se zelo spreminjala. Veliko gradenj je bilo, motorizacija, hkrati pa na drugi strani tudi pojav množičnega turizma, torej začele so se tudi velike gradnje na področju turizma, novi hoteli, smučarska središča. Pošiljanje razglednic je z leti izumrlo. Danes imamo namreč ničkoliko elektronskih sredstev za pošiljanje pozdravov iz izletov, počitnic in potovanj. Mislim, da so razglednice postale malo tako fosil analognih časov, sicer so še na prodaj, ampak ljudje mislim, da jih vse manj pošiljajo, ker si bolj pomagamo s telefoni. Kljub temu pa so razglednice bogato doprinos muzeju, saj so pomemben dokument, ki prikazuje razvoj pokrajine in urbanih predelov med 50 in 80 leti 20. stoletja.